Je bitmap vedno standardiziran s krogi, obstaja tudi kakšna druga oblika? Ja, glih to, slider, ja. Torej, krog je, pol pa ima nek tail, nek tako vijugico še, ker moraš ti klik na krog, držati, pa pol s kursorjem, taka žogica je, ko mu moraš slediti. Se pravi, kot neka vijuga, ne? Vijuga, ja. A moraš ti držati kazalec znotraj te vijuge? Naprimer, verjetno je precej tanjša kot dejanski krog. Ali je ista širina, ne? Zdaj, ampak moraš iti v obliki te vijuge, ne? Sicer, kaj je, mis ali kakorkoli. A se ta mis šteje kot en mis, ali šteje več mis? To je celoten mis. Na slider je celoten mis, če slučajno greš ven izven točnega kroga, ker ta slider, ki je, čim klikneš, se bo majhen povečal in imaš neko toleranco pa imaš, ne? In čim greš pa res ven, se pa smatra kot ali se smatra kot mis, ali se smatra kot partial mis, kar je to ene, ne vem, kad imaš lahko score, je od 300, ki je perfect, ne, imaš 150, mislim, da je 100 ali pa 150, imaš pa tist partial, ki je še ok, ampak ni lih pa perfect, ne, imaš pa še 50, ki je pa solidno, sam da se zadev, ampak ni pa lih dobro. Ja, edin popravim, slider ima take tike, take pikice na tistem tailu. In pač, če je pikica ena, recimo, pa če prideš do pikice, pa pol greš ven, boš misel sam slider end in se to ne šteje kot mis. Dobiš nekaj, malo zgubiš na accuracy, ampak obdržiš kombo pa vse. Ni to tako kritično. Recimo, bolj je problem, če imaš če je dolg slider, pa je teh pikic tikov več, da recimo že vmes misaš, pa se pa šteje kot mis. Če misaš recimo na zadnjem tiku, potem se pa pač ne šteje kot mis. Da naprej od tega ni več tistih tikov, tistih pikic. Razumljivo, ja. Je odvisno od skladbe, kako je bitmap sestavljen, ali je vsaka skladba nekako standardizirana, da vsebuje nekako isto število točk, ki jih lahko dosežeš. Recimo, predstavljam si, da vse skladbe nimajo teh tailov oziroma vijug, ki jih lahko medtem ko lahko imaš kakšne hitre, ne vem koliko so standardizirani dejanske skladbe v smislu, da morajo biti originalne oblike. Če razumeš, kaj hočem reči. Recimo, lahko imaš originalne anime skladbe, lahko imaš pa night-court verzije, pospešene verzije, ki bi v teoriji lahko več krogov imeli, ker je bit pospešena. Mislim, to je in place, ne? Pač ti imaš lahko, kakšno anime opening, obsega, naprimer, 300 kombo, oziroma 300 teh pointov, ne? Ker ta kombo se skalira glede na to, koliko krogov ti, oziroma krogov in sliderjev zadaneš, ne? Brez da ti dejansko zgrešiš kakšen note, ne? To je ta skupen. Pa imaš pa, naprimer, nightcore, pa ti lahko v bistvu v isti čas vključiš še ene par krogov, ki narediš celotno zadevo težjo, se tudi potem skalira sam ta kombo, naprimer 500 ali pa 600. Igra ima tudi modifikacije. Lahko ti modifikacije plajaš in ti te modifikacije pobustajo malo pipi, tvoj performance point. Recimo ena modifikacija je hidden, ker ti nimaš tistih krožnic, ko se pojavljajo, je sam krog. Ti moraš dejansko sam vedeti v ritmu, kdaj moraš ti to kliknati. In pač krog se pojavi, pa tek počasi izginja in ko se čisti izgine, takrat moraš tepnati. In to ti potem boosta. To ti konkretno boosta, ne? Sej, mislim. Seveda. Double time, to je mislim dvakrat hitreje. 1,5 krat hitreje. Je kakšna taka modifikacija potem, ki jo vidva uporabljata? Da boostata svoj pipi? Ja, mislim, jaz uporabljam double time oziroma nightcore, pa včasih tudi hidden zraven. Pač dva ali tri modifikatorje, tudi 4 včasih, če res tisto face lahka mapa, pa dejansko daš vse gore. In ti to poviša maksimalno možno število točk? Težavnost poveča, pa pol tudi več točk zaradi tega dobiš.